Jure, običajno na začetku moje oddaje slišijo poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, voditelja N1, Miha Orešnika, ki reče: "N1 podcast Suzana Lovec." Lahko tokrat ti to narediš? Seveda. N1 podcast Suzana Lovec. Wow, hvala. Dobrodošli, drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. Glas Jureta Longi, ki vsi poznate, je praktično naše kolektivno nezavedno, je glas z radia, je glas televizije, je glas iz oglasov in je glas tudi pred državnimi proslavami. Je glas, ki nas spremlja, in je glas, za katerega se nam zdi, kot da ga v bistvu odvedno poznamo, kot da je odvedno tukaj z nami. Jure Longika je namreč glas z veliko začetnico, glas, voice. Je radijec, moderator, performer, voditelj, špiker, glasbeni kurator in je mojster govora. In je Ištekan, avtor oddaje Ištekani na nacionalnem radiju, ki jo tudi vsi poznate. Ikoničen glas torej in institucija Ištekani. Dobrodošel, Jure Longika. Hvala, Suzana, z veseljem. Midva sva se dogovorila, da se bova tikala, ker se že dolgo časa tikava in bi bilo neprijetno, ne? Verjetno, tudi meni, ne? Ja. Tako da brez veze, da se pretvarjava, ne? Ja. Si pa ti rekel, da je v bistvu tudi to nek razmislek, ne? Ali se v govoru, v pogovoru sogovorniki tikajo ali vikajo, in da je v bistvu ta razmislek tudi treba narediti, ne? Jaz ga delam pri Ištekanih, oziroma sem ga naredil že davno. Vse goste v Ištekanih tikamo. Tikam jaz, ne? Je to enostavno kot. Vikanje je varno. Pri ti se vzpostavijo drugačni odnosi in pravzaprav Ištekani so to vrstna oddaja, ker je to pravzaprav nujno. No? Tvoj glas je, kot sem rekla, ikoničen. Zdaj bova malo govorila o tem, od kje je prišel ta glas, kako je postal takšen, kot je. Ti namreč nisi izobražen jezikoslovec, nisi slavist, fonetik ali kaj podobnega. Po izobrazbi si inženir računalništva, pa vendar je torej tvoj glas postal pojem. Priučen sem, si mi rekel. Kariero si začel na Radiu Študent, kjer si imel oddajo Ištekani, predtem že druge oddaje, bil si tudi napovedovalec. Oddaja se je potem leta 1998 preselila na nacionalni radio in takrat si bil, kot si že rekel, že narejen govornik. Ne? Torej, kako si postal glas? Ena od stvari, ki se jih zelo dobro spomnim iz otroštva, je uživanje ob gledanju dokumentarnih filmov, ki so jih brali tedaj ikonični govorci, kot je bil Sandi Čolnik ali Radovan Kozmos. Meni je bilo to blazno imenitno, ne? Ko je na koncu dokumentarne oddaje, poljudno-znanstvene tipično, se odpovedal prav Radovan Kozmos. Že samo ime mi je bilo fascinantno, predvsem pa ta glas, ki boža po eni strani, ki vliva zaupanje, po drugi strani je glas avtoritete, glas, ki ve in ti to prijazno, polno, objemajoče pove, ki te popelje skozi zgodbo, v katero se potopiš. Ne? Tako prav ta immersive izkušnja je dokumentarec z dobro naracijo. Tega se spomnim in verjetno je to zasejalo seme nečesa. Ne? Sem slušni tip, to definitivno je res, ne? Se pravi, tudi kasneje na faksu, jaz sem moral na predavanje hoditi, poslušati človeka, ga seveda tudi gledati, to, kaj on izvaja tam v živo, kar prihaja iz njega, si to potem zapisati. Jaz sem teže izdeloval predmete, kjer nisem obiskoval predavanj, ne? Če sem dobil zapiske, ne, so bili še tako dobri, meni to ni šlo, so bili pa moje zapiske recimo zelo iskani. Ne? Potem pa so tudi neka naključja verjetno, ne? Ali pa neki skoraj da defaulti, skoraj da privzete stvari, če si v šoli nekakšen odličnjak, saj nisem bil preveč priden, ne? Potem seveda, ko je treba brati berilo ali pa kaj drugega na glas, je učiteljica dvignila Jureta, da je to naredil, ne? In sem tudi pa na proslavah šolskih sem deklamiral neke pesmice in take stvari. In ko je konec osnovne šole prišla ideja, da bomo gojili neke vrste šolski radio, to je pomenilo, da med odmori sva sošolko šla tja v tisti studio in nekaj napovedovala, pa neko muziko smo spuščali in tako naprej. Sem to pač počel jaz, tudi razglasil na šolskem radiju medaljo Jureta Franka na zimski olimpijadi leta 1984, pa z drugim sošolcem sva hišniku pomagala postavljati ozvočenje na proslavah, ne. Skratka, stvari so peljale v to smer, kar seveda ve človek za nazaj. Če bi me odneslo v mizarstvo, bi pa našel
razloge za to. Dosti kup razlogov za to. Rekel si mi, da v bistvu ti se zelo veliko poslušaš in da imaš zelo nadzor nad tem, kako tvoj govor izpade, kako tvoj glas izpade. Kako je s tem nadzorom in kako se v bistvu poslušaš? Ti se snemaš, ne? Ja, torej ta moj glas, ki ga slišite, je v veliki večini primerov preko medija. Slišite ga iz zvočnikov, kar pomeni, da je to nekako moj tehničen podaljšek. Govor v mikrofon skozi vso opremo, oddajnike, omrežja in tako naprej, na oni strani iz zvočnikov ven. To nima zgolj tehničnih lastnosti, ampak tudi na nek način konceptualne, medijske. Glas, ki ga slišimo iz zvočnikov, je drugačen, ima drugo naravo kot glas, ki ga slišimo v živo. In ja, seveda, logično je, da prevzamem pravzaprav tudi nadzor nad tem. Vsak od nas, mojih kolegov, tudi ti, se mora naučiti govoriti tako, da bo iz tistih zvočnikov dobro zvenelo. Ta govor je malenkost drugačen kot vsakdanji za komunikacijo v živo. Ker imam tudi preopisane tehnične afinitete, sem pa seveda se dokaj hitro začel snemati sam. Tega je zdaj že kakih 25 let, ko sem nabavil profesionalno opremo in to počel tudi sam. Pa pravzaprav na radiju v najstniških letih sem bil prej tonski tehnik kot špiker. Je to bilo preprosto naravno in je to tudi strahovit učni proces. Posneti se večkrat, poslušati, kaj si posnel, selekcionirati, po analizi tega, kar si posnel, se vrniti v kabino za snemanje, poskusiti znova. To rojeva rezultat. In to še vedno na ta način delaš? To še vedno na ta način delam, tako sam, kjer sem malce, bi rekel, shizofreni vlogi. Najprej sem špiker, pa posnamem. Pa kritik. Potem sem šele kritik in tonski mojster in režiser, ko to poslušam, malo montiram, včasih celo enega Frankensteina iz sebe naredim, en košček je iz tega posnetka, drugi iz tega, ampak skupaj zvenijo perfektno. Velikokrat je pa ta iteracija taka, da, kot rečeno, po tem procesu še nisem čisto zadovoljen in grem noter narediti novo, ki pa je tisto pravo. Sorodno delam pa seveda tudi z ekipami, se pravi na snemanju reklam, kjer je tam zelo izurjen tonski mojster, režiser, morda predstavnik naročnika, torej več glav, ki se skozi ta iterativni proces bližamo cilju. Cilj pa je v tistih nekaj kratkih besedah, ki so v reklamnem sporočilu, nekaj narediti. Povedati zgodbo, seveda podati tisto osnovno sporočilo, obenem pa postaviti poslušalca v neko čustveno stanje. Torej, kako stvar izveni, kaj barva to. Ko je konc reklame, mora biti človeku malo fajn, če ne reklama ni dobra. Naprimer, so tudi druge oblike, seveda. Kar se tiče oglasov, si ti nekoč rekel, da za vse bi posodil glas, za politiko pa, da si se sam s sabo zmenil, da ne. To še vedno drži? Ja, še vedno, ja. Kaj vem, enostavno, to je bilo davno v 90-ih letih, ko sem postajal govorec in iskan in tako dalje. Takrat sem celo še pred tem razmislekom, mislim, da posnel za ene zgodnjih slovenskih demokratičnih volitev eno glas za zelene, takrat na Radiu Študent. Potem sem pa rekel, nočem, da si me prisvajajo na tak nek ideološki način. Pa ne razumeti narobe, jaz nisem apolitičen. Daleč od tega, imam svoje politično prepričanje, globoko verjamem, da vse, kar počnemo politično in da se je treba politično izrekati, ampak ta omejitev je nekako še vedno ostala. Redko tudi delaš animirane filme, to sva se pogovarjala, ko sva se pripravljala za to oddajo, si mi rekel, da v bistvu ti nisi dober imitator, da je tvoj glas preveč tudi prepoznaven in da obstaja razlika med tabo kot medijskim likom in igralcem. Igralec torej nisi. Zato te recimo redko slišimo v risankah. Ja, drži vse, kar si navedla. Za igralce, če tudi so znane osebnosti, smo nekako vajeni, da so tudi kameleoni. Če pogledamo Sebastiana Cavazzo, vemo, kdo je on lik kot sam, ko ga gledamo v neki vlogi, sprejmemo to. Nekoga, ki ni igralec, če ima neko močno javno osebnost, teže vidimo v teh nekih vlogah. Ko sem se pojavil v parih filmih, zelo epizodno, se spomnim, da so ljudje rekli, pa a se vam ne zdi, da je Longika tlele mal miskastan, kot se reče, narobe je pokastan, narobe je izbran, ker ljudje ne vidijo onega kirurga, ampak vidijo Longiko in jih mal vrže ven. Je to v rahu, kaj bi rekel, brehtovski potojitveni efekt. Seveda sem kdaj tudi nastopal
v vlogi performerja, bolj kot igralca, se pravi, da sem imel to vlogo, ampak je bila izbira vedno premišljena v smislu, da ta moja singularnost, kot se je lepo izrazil režiser Matjaž Berger, ki me je večkrat angažiral v gledališču, kadar ta prispeva, ne da ruši to iluzijo. Če se vrnem k animiranim filmom, je stvar seveda podobna, ne. Pred kar precej leti, ko sem ugotavljal, kam vodi moja pot, ugotavljal sem, da nisem ravno dober imitator, da nimam blazno širokega spektra tega, sem se tolažil, malo v hecu sem rekel, dobro je, so tisti, ki imitirajo in tisti, ki jih imitirajo. Bom verjetno s časoma postal to drugo in bom na to čisto ponosen, ne? In od tod seveda tudi to, kar si omenila, prepoznavnost, spet, če risanko daš mene, mora biti to zelo dobrim razlogom. In nekajkrat se je to zgodilo. Ko je to, da slišijo ljudje moj glas in na neki način prepoznajo to znanost mojega glasu, ki je res del, bi rekel, soundtracka naše sedanjosti, ne, da je to produktivno za film. In slišimo te tudi, kot sem že rekla, recimo ob državnih proslavah. Tu si rekel, da si ponosen. To je pa res privilegij, ja. Ko so me prvič poklicali tja, ne, sem bil zelo vesel in odlično sodelujemo, se pravi, tle gre za nek posel, ki se zdi morda lahak, besedila so domala vsakič skoraj da enaka, ne? Protokol napove se tega in onega in tako dalje, ampak treba je biti izjemno zbran, prilagodljiv, vedno je to v živo. Ljudje morda mislijo, da je to posneto, pa ni, ker se lahko zgodi karkoli nepredvidljivega. Potrebujemo živega človeka, ki v pravem trenutku to pove s pravim občutkom, v pravem tempu, ki je sposoben seveda tekstu spremeniti, če je karkoli drugače, in ki je prilagojen na to okolje. Tako da se s to ekipo, ki dela državne proslave, čudovito razumem. No? Stvar se je raztegnila do te mere, da smo pa lani decembra izštekani, pa so ustvarili celotno državno proslavo pod mojo scenaristiko in režijo. Kdaj uporabljati knjižni in kdaj pogovorni jezik? In ta pogovorni jezik, ali ga uporabljamo večinoma prav? In koliko mojih napak si zdaj že slišal vmes, ko sem govorila? Nobene, Suzana, sem pa slišal sebe, ko sem nihal med zbornim, knjižnim in pogovornim jezikom, ali grem dovolj, ali ravno prav, ali ne grem preveč. Potem imaš to samo refleksijo ves čas v bistvu? Na neki način, ja. Dober retorik se zna zavestno krmariti tukaj, ne. In kje si zdaj pristal trenutno? Misliš ta trenutek? Ja, sva v pogovoru. Malce niham. Ja, ta trenutek sem precej knjižno zboren, ampak lahko pa tudi pogovorno, ni problem, ne. Bistveno je, da to človek dela mehko, da je to ravnotežje malce dinamično. Težava, ki jo imamo s knjižnim zbornim jezikom, je, da smo od njega odtujeni, da so nas vzgojili v duhu, da ga pač ne obvladamo, da to samo izbranci tam vedo, da mi delamo napake, smo slabi gor dol. To je zelo slab attitude, slaba drža, ne? Jezik je naš, ja. Ne pustimo si ga. Tako tudi jezikoslovci pravijo in priporočajo, da naj se jezika ne bojimo. Doktrina se je v tem smislu spremenila, mlajši jezikoslovci so tu bolj tolerantni in hvala Bogu, upam, da tudi mlajše generacije, ne upam, pravzaprav vem, se delam tudi z njimi, to malce drugače čutijo, ampak kot rečeno, tudi knjižni zborni jezik, to najvišjo, čeprav ravni z visoko in nizko ne želim kaj dosti označevati, ampak to najvišjo obliko jezika je treba apropriirati, ovnati jo je treba, ljudje, ne, imeti za svojo in se tudi v njej dobro izražati. Že smo v slengu. Ja, tudi za hip smo v tem. Skratka, jaz recimo sebe slišim običajno šele kasneje, redko med samim pogovorom, malo tudi zato, ker sem na vsebino osredotočena, ampak danes se še posebej trudim, ampak slišim mašila, slišim včasih napačne naglase, te po primorsko mi udari, ne, ali pa ko želim iti proč od svoje primorskosti, včasih v drugo smer pretiravam. Se zgodi hiperkorekcija. Tako. Včasih mi uide kakšen rodilnik, včasih marsikaj. Ampak jaz se ponavadi šele potem slišim te napake. Nič ne de, Suzana, torej tako, ne? Napake so del življenja, ne? Če smem replicirati, no, določena mera napak je popolnoma naravna in človeška in pripomore k pristnosti, ne zmoti,
Preveč se ukvarjati z njim je pa res najproduktivno. Ljudje, ne ukvarjamo se s šumom, ukvarjamo se s signalom. Jaz vedno pravim, ne? Se pravi, s sporočilom, kaj je tisto bistveno. Okay. Kaj bi si kdaj razmišljal, a si kdaj izgubil glas? Ne pomnim. Aha. Moram potrkati. Dejansko nimam teh težav z zgornjim delom govoril, da bi glasilke odpovedovali ali kaj drugega. Čeprav gre bolj za ta telesni občutek. Ni vedno moj glas optimalen, kadar telo ni v optimalnem stanju. Tega se globoko zavedam in me včasih prav baše. Danes, ko sva začela, Jure, a je? Zdaj že je. Se je ustalil. Takrat, ko si se odpošljeval? Nekaj je bilo tam, Ampak predvsem gre za stanje mišic v telesu, ki morajo biti dovolj sproščene, obenem pa ogrete in aktivne, da potem lahko glas, pri katerem sodeluje nešteto mišic od medenice navzgor, je poln, sproščen in tako naprej. V glasu se sliši stanje našega telesa do potankosti. Pravzaprav zelo izražamo to. Človek, ki to zna slišati, človek, ki je dovolj empatičen, ki čuti tudi preko glasu, zaznava, kakšen je govorec na oni strani, v kakšnem stanju in tako naprej. Tega se seveda zavedam. Včasih mi pa majčkeno manjka določenih tehnik za to, ker vendarle nisem izurjen igralec, tam ljudje hodijo na akademijo in delajo s telesom zelo veliko v ta namen. Ti skratka slišiš, recimo, tudi kakšno čustveno stanje je pri človeku, kako se počuti. Recimo, to so te stvari, ki se v niansah glasu slišijo, če si izurjen. Ok, seveda, intuitivno to čutimo vsi, da lahko to malce prebereš. Zavestno moraš pa človeka poznati. V različnih njegovih izdajah in potem človeka, ki ga res dobro poznam, morda intimno, slišim besedo, pa kaj pa je? Se to poznamo vsi, sam se morda tega ne zavedam. Okay. In če sem te prav razumela, je treba veliko trenirati. Da. Itak, ja. Dober govor je veščina. Za vsako veščino je treba vaditi, treba jo na začetku zgraditi. Zdaj pri govoru je vendarle olajševalna okoliščina ta, da vsi govorimo vsak dan zelo veliko. In je pravzaprav trik ne toliko, da zdaj pa 8 ur na dan vadil govoriti, se itak govoriš 8 ur na dan, ampak razmišljaj, kaj delaš, ko govoriš. To je produktivno. Iz knjige o glasu, Dolarja, ko sva prej opazila, da ima knjigo s sabo, dve pomenski ločnici, o katerih on govori. Ena je ta, da ločuje naš objekt, glas, od množice zvokov, šumov, hrupa. Glas se tako dviguje nad drugo, še bolj divje zaraščeno džunglo hrupa, zvokov narave in družbeno proizvedenih zvokov, predvsem strojev in tehnologije. In druga pomenska ločnica ločuje glas od tišine. Popolna odsotnost glasov je skoraj težko prenesti, piše. Si kdaj razmišljal o tem, kaj bi se zgodilo, če bi ostal brez glasu? Kolikšen del tvoje identitete v bistvu je tvoj glas? To drugo je zelo subtilno vprašanje, s katerim sem se ukvarjal na drugih ravneh. Če najprej odgovorim na prvi del. Predstavljam si, da dobim raka na grlu in konec moje poklicne poti, konec tega, od česar živim. Tu je morda kanček nekega strahu. Kaj bi to pomenilo v smislu identitete? To je pa hipotetično vprašanje, s katerim se pa, hvala Bogu, nisem veliko ukvarjal, torej vsaj ne na ta negativen način. Seveda pozitiven pa, zavedam se, koliko moj glas formira mojo identiteto obče. Ne bi ga zgubil, ne dam ga. Ti si v bistvu SP, ne? Samozaposlen v kulturi, si rekel, ne? Sicer brez državnih doklad, dovolj zaslužim sam, da sam plačujem prispevke, kot vsi vemo, ne? Ves čas sem tako, to je v glavnem moja izbira dolgoletna, ne? Zdaj bi se bil pripravljen že kje morda zaposliti, če bi me kdo hotel, upam, da je to dokaj iskreno, najbrž bom do konca življenja samozaposlen, ne vem pravzaprav. Je vendarle zaposlitev varnost, je fajn in predvsem seveda iz tega izhajajoče delavske pravice.
nekaj, česar ne smemo pozabiti in tako, če malce grobo rečem, če smo že tja zajadrala, samozaposlitev je res tako zadnji žebelj v krsto delavskih pravic. Takrat se jim odpoveš. Ne? Nimaš jih več, sam svoj šef si za vse, si čisto sam, gor dol, sam svoj delodajalec in tako naprej. V tem konfliktu je blazno naporno lahko, ne? Ampak seveda so poklici in smo posamezniki, ki lahko gremo po tej poti, lahko to izberemo, ampak ljudje, tle pa zdaj govorim širše družbeno, to mora biti rezervirano res samo za izbiro. Nihče te ne sme pehati v samozaposlitev. Že ta točka, mislim, da je kršitev delovnopravne zakonodaje in tega ne bi smelo biti. V načelu z pretiranim tudi državnim spodbujanjem samozaposlitve. To ni dobro. Če se vrnemo k glasu, nekaj si že omenjal, da se v njem čuti, kako smo, tudi telesno, kako smo, čustveno, kako smo. Kako pomembno je, da pri tem poznamo svoj glas in da ga znamo dobro uporabljati, da znamo dobro govoriti. In kaj vse lahko s tem glasom delamo? Hočem reči, kako lahko naš glas nosi različna sporočila, tudi če povemo iste zapisane besede, recimo. Nam znaš to mogoče ponazoriti? Seveda, obstaja vaja iz igralstva, ne? Angleško se reče how not what, se pravi, vadi tisto, kako si povedal, tam noter je sporočilo, ne pa kaj. Denimo, mi daš sol, prosim. Mislim, tle ne gre za to, da jaz želim sol, ok, mogoče, trivialno, ampak v tem tonu je bilo nekaj jeze, upam, da mi je ratel. Ja, sem se kar malo strašila. Tako da, in ves čas seveda lahko rečem, da komunikacija poteka na obeh ravneh. Verbalni in neverbalni. Zdaj upam, da ne bo zvenelo leporečno, če rečem, da je lepo, da sta usklajeni. Ne? V novinarskem svetu, kjer deluješ, malo pa tudi jaz, je to celo nekoliko strašljivo, da bi večkrat na glas razmišljal na tvojo iztočnico. Kadar delam z novinarji, ki jih mentoriram na področju govora, že dolgo časa, opozorim na tisto staro dognanje ameriškega psihologa Alberta Mehrabijana, ki sicer zanj pravijo, da je pretirano, narobe razumljeno in tako naprej. To so te številke 55, 38, 7. V 60 letih je to objavil. 55% pa ste čustvene vsebine pri neposrednem soočenju. Ta dva poudarka se bolj izgubljata. Ne? 55% čustvene vsebine pri neposrednem soočenju, zdaj je ta trenutek med nama, je v popolnoma nebesednih nagibih, kako zgledamo, se gibljamo, gestikuliramo in tako naprej. 33% v tem, kako izrečemo, in zgolj 7% v tem, kaj smo povedali. Ampak tu gre za čustveno vsebino v neposrednem soočenju. Stvar prek medija se že mečkano izgubi in predvsem gre za čustveno vsebino. V novinarskem svetu, ne, je še vedno pomembno, kaj govorimo, za božjo voljo. Ne? Tako da to je res treba z rezervo imati. Ampak ne, tudi novinar, resen, objektiven, nepristranski in tako naprej, se pač mora zavedati, da ko komunicira tudi na čustveni ravni in da mora čustveno vez z gledalcem ali poslušalcem vzpostaviti, ker je to kanal, da potem lahko svoje sporočilo poda, ampak to je seveda vredno več kot 7%. Ja. A jih torej učiš novinarje, da morajo drugače prebrati, ko berejo o mrtvih v Gazi ali ko berejo o nekaj iz magazina? Dobro vprašanje. Često si ga zastavim retorično v pričo njih in potem odgovorim, glej, odgovor je ne. Ne trudi se v tej smeri. Če avtentično delaš, profesionalno ta svoj prispevek, obdeluješ to vsebino, te bo toliko prežela, da se samo prepusti in boš naredil tako, kot je. Boš pravzaprav v tistem območju profesionalnega novinarstva. Če misliš, da moraš žalostno novico žalostno povedati, pretiravaš. Greš predaleč. Katere so pa največje napake, ki jih delamo? Mogoče splošna javnost, pa novinarji posebej. Kaj najpogosteje opažaš? V kakšnem smislu napake? Na kak način govorimo, kje pretiravamo, kje ne pretiravamo, katerih kodov ne upoštevamo,
kako bi jih morali? Torej, najprej, če rečem tako, ne, na prvo žogo bi lahko razumeli to kot pravorečne napake. In mnogi poslušalci, gledalci in seveda tudi mentori, moji kolegi in tako naprej dajo velik poudarek temu, kaj je prav. Ne. Ampak gledajte, to, kar je pravzaprav zgolj dogovor. Ne. In če ravnamo drugače, smo kršili nek pravopisni dogovor, ne, oziroma pravorečni dogovor. To se lahko tudi spremeni, to ni nujno napaka. Ne. Napaka je resna, tista, ki pa je ogromno po medijih, nažalost, ne, je z napačnim neverbalnim sporočilom opremiti svoj prispevek skozi govor, kam merim, vpije na nas, vpijejo. Na televiziji. Ja, Na televiziji. Na radiju tega ni, ne, praktično. Manj, odvisno kateri radio, seveda. Ni treba. Skratka, da televizijski novinar vpije na nas v prispevku. Mnogi ne morejo ven iz tega. To je nek standard, ki se je z leti oblikoval, morda skozi privlačnost tega, iskanje pozornosti, tekmovanje med seboj, kar se rodi, bolje rečeno, izrodi, je pa izjemno nenaraven govor v občutju, v melodiji, v poudarkih nesmiselen. To so napake. In v bistvu, tako, če sva še malce bolj specifična, ne pravorečne napake, ampak napake v melodiji, napake v poudarkih, ker preberemo tisto besedilo bistveno bolj neživljenjsko, čudno in drugače, kot bi ga povedali takole med nama, če bi govorili prosto. Tisto so največje napake, čeprav se jih večina ljudi ne zaveda. Morajo pa možgani zelo procesirati ta šum, čudne melodije, nesmiselnih poudarkov, možgani nelogičnih poslušalcev premorov. oziroma gledalcev. Tako je. Ja. In jih to precej zaposli. Ko govorim, mi pa ves čas tako v ozadju tli lep zapis Mitje Petroviča, ki je napisal tako zelo ljubezensko knjigo Audio, mediju in radiju in tako naprej, kot strokovnjak za marketing, za trženje, s katerim sem tudi jaz pred leti posnel ogromno radijskih oglasov. Precej se je obregnil ob to, koliko zadirčnih in nenaravnih glasov je pri mediju, ne ljudje skozi radio predvsem, pa tudi televizija tukaj ne bi bila bistveno drugačna, je treba govoriti ljudem, kot da so naši prijatelji, kot da se v miru z njimi pogovarjamo. To je to. Kar je več od tega, kar je napihnjeno, je, verjamem, že napaka. Svetuješ zdaj tudi komu, kako javno nastopati, ki ni novinar in kaj, ja? Tudi sicer manj, kaj si hotela v tem zvezi vprašati? In ali samo, torej, ali tudi kako nastopati pred kamero? Ja, nekoliko manj, oziroma bistveno manj. Zato pač preprosto nisem specializiran. Ne, da tega jaz sam ne znam, tukaj sem že čisto dovolj suveren, dovolj radija, odra in tudi televizijskega medija sem dal skozi, da se jaz v tej vlogi čisto dobro znajdem in ko se pogledam, si rečem, v redu, logika, kul si to naredil, nimam pa na tistem področju neverbalne komunikacije, nastopanja pred kamero, tehnikalije, kamer, ko je treba, ne? Toliko znanja o znanju, tega meta znanja, ki ga potrebuješ, če hočeš biti dober pedagog. Tako da enostavno razlog je, da se tam nisem specializiral, je to nekaj pridruženega. Seveda, ko se s televizijskim novinarjem usedeva, da bova govorni del njegovega dela analizirala, tudi kaj povemo o njegovem neverbalnem nastopu pred kamero, govorici telesa in tako naprej, ampak tam res nisem specialist, zato so drugi zelo izurjeni in se čudovito dopolnjujemo. Se pač zgodi, da na primer kolegica Vesna Sodnik, ki ima šolo Beseda za javno nastopanje, v zadnjem času pošilja, če rečem, malce neformalno k meni ljudi, ki se pa v tej govorni specifiki, radijski dobri izreki glasu želijo ali morajo izuriti, ali pa imajo za nalogo nastopati na radiju in televiziji, snemati morda kakšno video produkcijo v sklopu svojega dela kot komunikatorji, ne? In potem se z tega področja prihajajo pa specializirati k meni. Ampak kakšni klienti so to, recimo, kaj so po poklicih? Vodje ali
člani oddelka prodaje, promocije, predstavljajo izdelke, hodijo na radio dajati izjave, imajo PowerPoint prezentacije in tako naprej. Je pogosto tukaj prisoten strah, recimo, pri teh ljudeh? Se Seveda. pogosto soočajo s to težavo? Ljudje, ki morajo nastopati, pridejo tudi zaradi tega? Seveda, ampak strah ima več obrazov. Prej sem omenil tisto občutek odtujenosti od zbornega jezika, od lepih oblik jezika, ki jih pa javni nastopi terjajo. In to ni niti toliko strah kot dvom vase in podobno. Tega je seveda dosti. Je pa radio tvoj medij, lahko to rečeva? Ja, ali pa zvočni. Ja. Se pravi, se ne otepam televizije, še najraje sem pa tam z glasom. Ali pa, ko me pokličejo za prireditev, največkrat bi to jaz vodil na odru in se potem pogovarjajo, ali se tam najdem in tako naprej. Če pa rečejo, ti rabimo te za off, to pomeni, da se me samo sliši in ne vidi, mislim, da je že tako, ja, tam sem najbolj doma. Tu si najbolj doma. Kot zapiše Jackie Apple v The Art of Radio, je radio poetični medij in govori o tem, o besedah s krili. Besede, ki imajo krila in ki k nam pridejo v bistvu tako, da je tudi v tem v bistvu prenosu neka poetika. Lepo. Radio kdaj doživljal? Lep citat. Je. V kakšnem smislu? V bistvu, če imaš ta odnos do radia, če je ta neka posebna vest, če tudi ti vidiš Ja, seveda. v samem tem prenosu besed neko čarovnijo. Absolutno. In to se mi zdi, da še vedno gojim skozi te oblike, kjer se pojavljam z glasom. Je pa še neka druga poetična plat in to je ta živi radio. Mogoče najbolj v kakšnem nočnem programu to izrazito, ko je tam nek DJ, radijski voditelj, ki ustvarja neko vzdušje in poslušalci smo z njim. To je tudi na nek način poezija ali pa veliko čutnosti, jasno, da pripadnosti. Čeprav je malo hecno, da je to nadaljavo samo preko zvoka, ampak je, to pač obstaja in radijci to vemo in seveda tudi žgoči, pa strastni poslušalci radia to vedo. Malce je pa težava ta sodobna nelinearnost medijev. Če se vrnem tako pol koraka nazaj, pa v zvezi z izštekanimi, ki se jih bo verjetno še dotaknila, sem jaz zagovarjal, gledajte, mi delamo dogodke. To so dogodki na radiju, kar pomeni, da smo vsak na svojem koncu. V prostoru nismo skupaj, smo pa skupaj v času. Takrat, ko se to dogaja, izštekani smo v studiu, ali pa tisti poetični DJ s seksi glasom, nas povezuje, če tudi smo na različnih koncih v času, in to je neka skupnost, to je pripadnost, to je čutnost, to je hudo. Zdaj, ko se linearnost spremljanja medijev razkraja, tudi sam jo izkušam, sam imam odprt val 202, pa časovni trak za zadnjih ne vem koliko, 24 ur skoraj, se sprehajam sem pa tja in se že sprašujem, a sem zdaj jaz v tej skupnosti v vsaj času, če že ne več prostoru, kar je radio od nekdaj kot medij pač imel. Medijska tehnologija in medijska krajina se pač spreminja. Upam, da sem kaj povedal, da sem še malo franže. Ja, v redu. No QED. Sva pri štekanjih vsekakor, Torej, računalniški navdušenec si bil. V tej, da tako rečem, zgodnji računalniški eri, študiral to, pristal, kot sva rekla, na radiju, in tukaj so izštekani. Leta 1993 so se rodili na Radiu Študent, ne na Valu 202, in potem leta 1998 so oddaja preseli na Val 202. Vsi v bistvu smo jih poslušali, tudi to je del kolektivnega nezavednega v Sloveniji, se mi zdi. Ampak rada bi govorila o tej pomenu izštekanosti, malce zafilozofirala. V bistvu ta izštekani lahko seveda razumemo, da so izštekani, v glasbenem smislu, ampak kaj vse še ta izštekanost pomeni, Je to
v bistvu nek drugačen način sodelovanja, drugačen način poslušanja, drugačen način razmišljanja? Je to neka izkušnja, ki je drugačna od običajnih izkušenj, neka prelomnica? Kako v bistvu kako ti doživljaš to izštekanost? Vse, kar si navedla, bi pa besedo sodelovanje dal v oklepaj. Torej, drugačen način delovanja posameznika ali pa skupine in drugačen način sodelovanja. To je seveda zraslo s časoma. Na začetku je bila to ideja o govorno-glasbeni oddaji, sprva je bilo celo to intervju z nekaj glasbenimi točkami, potem se je stvar malce bolj prevesla proti celovečernemu glasbenemu nastopu s pridruženim intervjujem. In mi smo to strastno takrat mladi uredniki, jaz kot avtor in voditelj, tonski mojstri predvsem, raziskovali to formo in iz oddaje v oddajo napredovali, se učili. In stvar je bila vznemirljiva v vseh pogledih, šele s časoma se je potem oblikoval koncept, duh, kaj pravzaprav izštekani so in kaj ta proces izštekavanja, kot mu rečemo, nek glagol smo iz tega skovali, pomeni. In v osnovi je to neka zelo temeljna človeška dejavnost in to je romanje. Romanje. Ti greš na romanje v neznano, greš v svet iskati odgovore, zato da jih pol najdeš doma, ko se vrneš. Ampak če ne greš na romanje, doma odgovora ne boš našel. Moraš iti na romanje. Izštekani so romanje. Se pravi, da se glasbeniki in jaz in ekipa z njimi podamo v neznano, tisto, kar materijo je treba narediti drugače. To je tisto neznano, kjer iščemo odgovore in potem, ko se to vse skupaj zgodi, smo na neki način spet doma. Torej, sami glasbeniki se pogosto izjemno prerodijo na tej poti in to je čudovito opazovati, čudovito je biti del tega, biti z njimi v tem istem čovnu, na isti poti, to spremljati, jih pri tem spodbujati, zagotavljati varno okolje, da se to lahko zgodi. In to je tisto bistveno, Torej, se izštekati pomeni pogledati na stvari drugače, se v tem preroditi, se vrniti k samemu sebi, se redefinirati, biti malo bliže samemu sebi, malo bolj vedeti, kdo si, kaj si, ker te je nekdo brcnil iz cone obdobja in si se preizkusil tam, si preizkusil nazadnje svojo inteligenco. Ena od definicij inteligence je, kako funkcioniraš v dotlej neznanih okoliščinah. In ko se vse to zaključi, smo bliže samem sebi in seveda, tisto bistveno, bliže drug drugemu. Skupnost se tukaj zgradi, torej, skozi to romanje se blazno povežemo. Povežejo se glasbeniki med seboj, z gosti, ki so jih povabili, jaz se povežem z njimi. Ena lepa izjava, ki jo je dal Bojan Cvetrežnik pred leti, je, kaj pomeni nastopiti v Izštekanih. To pomeni biti v bendu z Juretom Longiko. Kako meni srce igra, ko to slišim. Ampak na nek način prav, jaz sem na tem romanju s temi bendi skupaj. Takrat smo res skupina, skupnost in tako naprej. In ta povezanost je noro dragocena. To pravzaprav gradi skupnosti. Ne samo, da smo v vsakdanu, ampak takrat, kadar imamo neko nalogo, kadar moramo presegati sami sebe, kadar moramo skupaj reševati probleme, ne nazadnje, kadar smo tudi ogroženi in moramo stopiti skupaj, da bomo problem rešili in spet stanje stabilizirali, to vemo. Psihološko, ne vem kaj, nisem izobražen na teh področjih, to povezuje. Skupna ogroženost tudi. In seveda izštekani so pravzaprav brc iz cone obdobja, ki povzroči negotovost, ki je podobna tem stanjem. In s tem je vsakokratno izštekavanje ta dragocena izkušnja, dolgoletno delo na tem področju, tudi moja osebnost seveda, in na tem popularno glasbenem prizorišču v tem prostoru, pomeni pa seveda, da se tke tudi neka širša skupnost. Da vsakdo, ki je nastopil v Izštekanih, ki ima to izkušnjo za seboj, se čuti pripaden zaradi tega. Tisti novi, ki vstopajo, vidijo, kaj se je do zdaj zgodilo, kaj je določenim uspelo, kako so se tega lotili, kaj so vložili, vidijo, da to ni zajebancija. Kateri pa je najbolj zahteven, recimo, projekt bil zate? Upam, da to ne bo zvenelo kot floskula, vsak je na nek način unikaten. Nekateri grejo seveda skozi malo bolj
gladko, drugi so blazno naporni, tako izčrpani smo na koncu, ampak ko potem se spočiješ pa pogledaš rezultate, je lahko čudovit. Seveda so pa tisti največji, kot morda praznovanje 30-letnice v Križankah pred 2 letoma. Tisti je bil res izjemen podvig, vsakokratni koncert v Kino Šiška pod številko izštekanih 10 ponavadi ali kakšna druga številka je zraven. To so res naporni podvigi za vse. Sam napor, no recimo en del, to je pa čist tehničen, je tudi seveda za, spomnila se mi na to, ne samo, da je treba na svojo glasbo pogledati drugače, jo izvajati drugače, tudi sam performance je kar naporen. To je celovečerni koncert, glasbeniki tam odigrajo 1 uro glasbe, ampak je brez občinstva, razen teh izjem, ki so pred občinstvom, torej nimaš tega feedbacka, ne napajaš se iz te energije, pa nastop je prekinjen z govorom. Glasbeniki so zmozgani na koncu, big time, ne? Ampak srečni. Koliko časa pa traja to romanje? Koliko časa traja jih ti sam pokličeš, najverjetno? Ja, ti jih pokličeš od tega, včasih, če smem skočiti, se zgodi, da kdo ima kakšno dobro idejo, pa me on izzove. Ti poslušaj, če bi te zanimali, mi bi se tega lotili tako. Se zgodi, seveda, ampak tipično sem jaz tisti kurator, ki povabi. No, recimo od telefonskega klica do trenutka, ko poslušalci lahko to poslušamo. Minimalno nekaj mesecev do nekaj let. Do nekaj let? Ja. Nekaj mesecev pomeni, da se mi zdajle menimo za termine prihodnje leto. Jesen je že polna. In to pomeni seveda, da se potem to seme tam nekje usadi in počasi kali, ne, in glasbeniki imajo ta proces v nezavednem seboj, oziroma za seboj ta teče, potem je malo odvisno od njihovega načina dela in koliko so zdaj oni res profesionalci, ki so sposobni na horuk narediti, nekateri dobesedno mesece tudi potem vadijo, lepo enkrat na teden redno vadimo za izštekane in perfekten, eni pa v zadnjem mesecu na horuk naredijo, pa so tega seveda sposobni, ne? Tako da ta dinamika je nekoliko različna. Kdaj trajajo pa več let? Takrat, kadar z njimi lovimo trenutek na njihovi poti. Jaz jih pokličem in včasih rečejo, joj, mi glih ploščo snemamo, ne, pa izšla bo jesen, pa pol imamo niz koncertov, radi bi se temu posvetili, ne, to naša primarna funkcija, bi rekel, izštekani bi pa tudi radi naredili, ampak takrat, ko bomo imeli čas, pa na drugačen način, ne. Izštekani so pa odvod te primarne funkcije, če se malo matematično izrazim, ne. In seveda rečem, ja, ok, super, bomo počakali. Nekateri ni čas, nekateri imajo otroke, majhne, pa, in potem lahko dogovarjanje dejansko traja več let, da se potem zgodi, da je pravi trenutek nekako na njihovi poti, da imajo dovolj resursov, dovolj, da so močni in da tudi na njihovi poti je tisti korak logičen. Dostikrat pa tudi jaz, seveda, to je pa tisti še, bi rekel, idle time, ko se temu rekli, prosti tek, ne? Med tem, ko jaz izvajalca zavoham in rečem, tole pa bi mi v izštekanih, kdaj, ampak ni še zrelo. Naj to še raste, naj se osnovna funkcija krepi, naj zgradijo repertoar skozi 2-3 albume, potem bo top. To pa je ta glasbeni kurator, ne? Ja, to je pa tudi moj razmislek. In včasih tudi z njimi odkrito o tem spregovorim. Seveda, to je tudi kompliment izštekanim v celoti, vsem, ki smo k temu prispevali v 30-letni zgodovini, da si mnogi želijo to. Nekateri to tudi jasno povedo, pa z njimi skomuniciram. Ja, top shit prvi album imate. Dajmo počakati, če kakšnega pa pol. Za vas je dobro, da ni prezgodaj. Kako se ti izštekaš? Težko, se mi zdi, kako da se pravzaprav niti ne znam, sem dejansko deloholik, kar mi pomaga. Ampak ne to govoriti, kot da je nekaj pozitivnega to. Ja, kako je pa izzvenelo? Da je pozitivno. Ja. Mislim, se je pa ni, ne? Mislim, gled, kot nekdo, ki je res predan nečemu, kar počne, ne? To se mi zdi vrednota. Absolutno, predanost je. In potem lahko izpade negativna plat tega kovanca, je pač deloholizem, da si navajen te predaje in tega adrenalina in te biti izven cone obdobja, se neprestano izštekavati, to je droga. Lahko. Deloholizem je pa tudi stanje zadrogiranosti. Mislim, to govorimo o teh stvareh, ampak predaja je del tega procesa, tista pozitivna plat, druga je seveda, zakaj se v to podajaš vsakič znova, od česa bežiš, zakaj preprosto nisi in si kul.
Oprosti, prekinila sem te, vprašala sem, kdaj se iztekaš. Ja, Kdaj se seveda. iztekaš? Okay, hvala, da se vrnem na to osnovno linijo. Ne? In to zelo slabo znam, kar me rešuje, so različna področja mojega dela. In potem eno odložim, se lotim drugega, se tistemu predam in je krasen, in s tem se spucam od prvega ne? In se od njega izštekam, in potem se lahko vrnem, in ni stresno, pretirano ni odpora. Ne? Tako da zadnje dni delam en čist X projekt, ki se tiče sinteze govora, in se temu predajam cele dneve in ugotavljam, kako je fajn. Tudi kako je šel na dopust v drugo delo, kot deloholik, ne znam drugače. Seveda, grem pa tudi za kakšen dan v hribe, no, recimo. Ne. Še vedno veliko hodiš na koncerte? Ja. Neprestano. In je to tudi izklop, izštekanost? Ni? Je še vedno znotraj? Si lahko misliš, da ni, ne? Ja. Ker bom ilustriral. Ja. Srečam znanca na koncertu, ne, vpraša ti, kaj si tukaj delovno ali zasebno, ne, in srečem stari, delovno. Ne vem. Ja. Ne bom jutri pisal kritike tega koncerta, tega ne počnem, ne? Ampak delno sem ves čas delovno, ker srkam tisto, kar potem v kuratorskem delu pride ven. Ne? Moram raziskovati teren neprestano. O pomenu glasbe bi še kaj rekla. Torej, glasba je velik, torej ne samo glas, ampak tudi glasba je velik del tvojega življenja in profesionalne poti, ogromen del. Ne? Kaj vse tebi pomeni in kaj misliš, da ljudem daje glasba? Široko vprašanje. Spomnim se, ko sem to vrstno vprašanje Tomažu Hostniku, čudovitemu pianistu in kantavtorju, zastavil pred leti. V bistvu je bilo tako, korona je bila, pa sem mu poslal vprašanja, da se on posname in odgovori in tako prebere tisti prav. To so tista ta težka. Pol pa začne, pa je podal čudovit odgovor. Mislim, njegov odgovor je bil, kako že veščina pri glasbi, ne, je dobrodošel moment, ni pa nujen. V bistvu ne, da je glasba iskrena. To je bila njegova poanta. Zdaj sem se malo zatekel v citat. Ne. Malo bom ponavljal znane resnice. Ne. Glasba je ena najbolj čistih umetnosti, ker preko vibracije zvoka, ki se dotakne ne le naših slušnih organov in preko tega možgana, ampak tudi naših teles, ne, najbolj neposredno lahko prenaša najbolj subtilne informacije, o čemerkoli že, o naših čustvenih, mentalnih in tudi telesnih stanjih. Ne. Tako da v tem smislu je tu res nek univerzalni jezik. Ob glasbi se lahko zjočemo, pa ne vemo zakaj. Ne. Se pravi, da je izjemno pomembna, ne potrebuje razumevanja koda, dekodiranja kot jezik, umetnost, ki vsebuje jezik, recimo, ne? Ali ne nazadnje vizualna umetnost kot neki simbol in tako naprej. Pa ne, da glasba nima svojih kodov, seveda jih ima. Ne? Kaj še glasba povezuje? Ne? To je tisto. Vsi vemo, da pač ob nekaterih skladbah nekih glasba se nam je nekaj zgodilo in ljudje, s katerimi se nam je to zgodilo, so preko tega z nami vedno povezani. Nazadnje par ima svoje komade, ne, iz časa zaljubljenosti in mi imamo soundtrack naših formativnih let, ki nas nikoli ne bo zapustil. Ne. Če smo v 90-ih bili najstniki, nam bo to vedno dogajalo, ne. In podobno. Toliko, no, da ne skrenem predaleč. Ne. Seveda sem jaz tudi absolutno izpostavljen vsemu temu, nisem imun na to, v tem uživam. Ne. Ko pa enkrat seveda konzumiraš toliko glasbe kot jaz in ljudje, ki sorodno počno kot jaz, je pa že kar včasih malo težko jo samo čustveno, samo užitkarsko konzumirati. Ne. Tako, prav se izštekati, da lahko glasbo na čisto poslušam. No, ne smem vedeti, kaj to je. Če vem, takoj se začnejo lučke prižigati, predalčki odpirati, to je ta, to je on. Podobno kot ta novinarska v bistvu poklicna deformacija, ne, ko v bistvu
s komerkoli se pogovarjaš, že razmišljaš. Ja. Ja. Če pa slišim muziko, ki je izjemna, pa nič ne vem o njej, Ja. je pa to čudovito doživeti. Mhm. Se grem potem seveda brskati še zem, poje, kaj to je in tako dalje. Kje te ampak preseneti prva običajno izkušnja. taka stvar? Na Um, radiju? Ja, seveda, na radiju. Ja? Na radiju, doma, v dnevni sobi, Mhm. največkrat. Mhm. V zadnji, skratka, rekla sva že, računalniški inženir, diploma 2002 leta, digitalizacija avdiovizualnega gradiva. Ravno te dni, si rekel, si jo ponovno odpiral. Kje smo zdaj z digitalizacijo? Zakaj je še vedno aktualna? In predvsem, zadnja leta si mi povedal, to si mi povedal, sodeloval tudi z laboratorijem za podatkovne tehnologije pri Fakulteti za računalništvo in informatiko. Kaj konkretno si delal z njimi? Jer laboratorij je recimo sodeloval tudi pri projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Ja. Kaj vse tukaj počnete? Pa bi bilo tudi za javnost zanimivo, da sliši. No, če začnem na repu, Ja. kako sem se preko sodelovanja s tem laboratorijem in v okviru tega projekta, ki je sicer že zaključen, Ja. znašel na področju sinteze človeškega govora. To, kar danes že kar preplavlja naše okolje in medijsko krajino, teh nekih 6 let nazaj, to še ni bilo toliko razširjeno, bilo je pa intrigantno in zanimivo. Ne? Anekdota je taka, da imam dobrega prijatelja s fakultete, ki je delno tudi akademsko pot nadaljeval in se potem po daljšem času vrnil na Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in rekel, tukaj se nekaj dogaja, Jure, jaz mislim, da bi moral biti zraven, daj priti na sestanek. In v okviru tega projekta RSDO so delček namenili tudi razmisleku in razvoju sintetizatorja v slovenščini, glavnina je bila drugje, razpoznavanje govora, strojno prevajanje in tako naprej, gradnja velikih korpusov. Ta stvar se preko CJVT-ja, tako imenovanega, nadaljuje v novih projektih. Jaz sem rekel, super, šel sem na ta sestanek, ugotovil, da gre za sintezo govora v slovenščini in rekel, mislim, da imate pravega človeka. Ne? Torej, če delaš umetni govor, rabiš za svetovalca dobrega naravnega govorca. Če programiraš program, ki bo znal igrati šah, seveda tega ne boš delal brez šahistov in to po možnosti dobrih. Ne? In tako sem se vpletel v ta podvig, sodeloval pri izdelavi nekaterih prototipov in tako dalje. In stvar je bila zanimiva. Seveda nisem brez predsodkov skočil na ta vlak. Ne? Povejo predsodki. Ja. Ja. Pač sej vemo, ne, danes računalnik lahko pove stvari in noben več profila, kot je Jure Longika, počasi ne bo potreboval, morda. Ne? Morda. Upam, da ne. Tu je bil moj predsodek, a bom zdaj sodeloval pri tehnologiji, ki mi bo čez nekaj let vzela kruh, Ja. ki bo pokopala moj poklic. Pa je ne. mogoče to, da bi tehnologija pokopala, ne vem, Ivane Lotriče, Renate Horvate. Bomo Jure videli, Longike. ne? Bom spet s paralelo odgovoril, sinteza glasbe, recimo Godal, je fantastična, že dolgo leta na trgu, pa to ni izbrisalo z obličja zemlje ne violinskih virtuozov, ne simfoničnih orkestrov. Tako ni take panike, Jure, ne? Sem se malo potolažil v tem smislu. Potem sem rekel, ja, nič, glej, če je to prihodnost, želim biti njen del. Ja. Ne bom ludističen, brez veze. Ne? Tako da, in če zdaj odgovorim na tvoje podvprašanje, mislim seveda, da ne? Ker stroj ne zna biti singularen, lahko je samo generičen. Ne? To je generativna umetna inteligenca, je tista prva pomembna beseda, ki jo malo izpuščamo. Ne? Umetnih inteligenc je seveda več vrst. Citiral bom Vuka Čosiča, našega digitalnega dolgoletnega guruja, ki je lepo povedal, karkoli je generično, torej splošno, bo avtomatizirano. Soočite se s tem. Tako kot nešteta druga opravila, tipično fizična, in so nas stroji njih osvobodili, bo tudi v mentalnem in ustvarjalnem in komunikacijskem delu naše dejavnosti tudi se to zgodilo, ne? Ampak kaj pa od tu naprej? Umetna inteligenca je novo orodje, ki se ga moramo naučiti uporabljati. Jaz mislim, da se že pojavlja trend, ko, predvsem mislim, da med mladimi, ne, tako nekako slišim, ko slišijo, da je to AI, ne, umetna inteligenca, in nas ne zanima.
Ampak AI se izboljšuje, razlika se zmanjšuje. Jaz mislim, da bo to izjemno spremenilo naše dojemanje resničnosti in sveta nasploh. Zdaj, ker ne že mečkano v franži, oziroma nočem moralizirati, absolutno nisem tehnofob, še vedno nisem odgovoril na tvoje vprašanje, ali bo kdaj stroj nadomestil Ivana Lotriča ali Jureta Longiko. Ne, bo pa lahko znotraj stroja nastal nov Robert Markovič, ki bo na osnovi neke generike zgrajen, ampak bo imel sprogramirano, naključno ustvarjeno neko specifiko, ki zna biti zanimiva. Ampak zadaj je vprašanje človeške usode. Je vprašanje cele zgodbe, ki jo ljudje, ko poslušamo tega Roberta Mraka, Ivana Lotriča ali Jureta Longiko, dojemamo ob tem. Bom odgovoril spet s paralelo, ker je v kontekstu govora in sinteze govora in tako naprej teže odgovoriti na to stvar. Nedavno sem se pogovarjal na otvoritvi ljubljanske razstave s fotografom. Ime mi ta trenutek uhaja v Cankarjevem domu, ekofotograf, se bom spomnil tudi imena, ne zameriti. Vprašanje, dogovorjeno je bilo, kaj menite o umetni inteligenci in tako naprej, in je rekel, ljudje moji, to, kar vidite na mojih slikah, so živi ljudje z resničnimi usodami. To jaz portretiram, to jaz upodabljam. Kdo bi hotel gledati fotografije, ki prikazujejo ljudi, ki jih ni, ki ne obstajajo, ki nimajo usode, ki nimajo zadaj zgodbe. Razen seveda, če se ta zgodba naplete, pa je to zgodba o avatarju fantastična in tako naprej. Tukaj tudi bistvena razlika, ali delamo neko realnost ali fikcijo, čeprav se tudi tukaj seveda meje zabrisujejo. Kako je potem izgledal, oziroma kako je slišati tvoj sintetiziran glas, ki ni tvoj glas? Jaz sem ga slišala, rekel si, da to ni javno dostopno, in da tudi ne bo, ni predvideno, da bi bilo javno dostopno. Ja, ni predvideno. In da te včasih razjezi, če on kaj narobe pove. To je ta neka specifika, ko sem delal. Mi smo takrat v tem laboratoriju za podatkovne tehnologije iz nekega mojega arhiva, to je spet neka moja lastnost, vse, kar sem jaz doma posnel, sva že rekla, da se veliko snemam tudi sam, shranjeval na neke zunanje diske, in to je pomenilo kar uporabno, tako imenovano učno množico, torej urejeni, kakovostno posneti posnetki, ki imajo obenem tekst. To sem jaz prispeval v študijske namene in z nekih 15 ur tega gradiva smo naredili prototip sintetizatorja, ki seveda govori z mojim glasom, in jaz sem potem to poslušal, ocenjeval, smo tudi dosnemavali določene stvari, ker enih besed ni znal reči pes. Oglasnik je pač majčken problem, ker se zapisuje enako kot kratki naglašeni in mora dobiti dovolj pojavitev besedic pes, da ve, da to ni pes, in podobno. No, in tudi smo napredovali in ves čas sem ga poslušal in sem vzpostavil do njega odnos, kot da je moj učenec. In kadar je dobro naredil, sem bil fasciniran, kadar ga je lomil, sem bil mal jezen. To je veliko človeško. Skratka, odnos kot da učenca. Ja. Predvsem zato, ker je govoril z mojim glasom, sem ga lahko vzpostavil do sintetizatorjev, ki govorijo z drugim glasom, imam seveda malo drugačen odnos. Trenutno pa praviš, da z laboratorijem spet sodeluješ, da pripravljate... Nick Brand je fotograf, čigar imena se prej nisem mogel spomniti. Sorry, Nick. Tako je, v Cankarjevem domu, zdaj pa meni tudi sem povezala, v bistvu, o čem govoriš. Z laboratorijem, praviš, spet sodeluješ, pripravljate raziskavo razločevanja med naravnim in sintetiziranim govorom in da boste to predstavljali na AGRFT-ju septembra. Drži, ja. In kaj ugotavljate? Septembra AGRFT periodično dela simpozije, konference namenjene govoru. Letošnji naslov je Govor, glas, identiteta. In želja organizatorjev je bila zaiti tudi na področje umetne inteligence, se s tem poukvarjati. Jaz sem dobil
v osnovi vabilo na to konferenco, glej, kaj je pripravljeno, Jure, boš prišel, ne? In potem berem vabilo za prispevke in seštel sem 2 in 2, prijavili smo prispevek. Dr. Marko Bajec, vodja laboratorija za podatkovne tehnologije, Maja Krebelj, ki se ukvarja s statistično obdelavo, in jaz pripravljamo anketo. Raziskali bomo, koliko ljudi danes sploh še ločijo sintetiziran od naravnega govora, ko slišijo to nekje iz zvočnikov v obliki spletne ankete, pripravljamo zelo skrbno, zato da bo čim manj vpliva na to, da bo situacija čim bolj na nek način podobna vsakdanji, ko nas govor preplavlja in na nek način sploh ne vemo več. Tisto, kar se na YouTubeu nekaj zarola, kad klikneš, ne, ali pa konc videospota, ki si ga pogledal in ti šine ven reklama, a to živ človek govori ali je sintetiziran, a to postaja vse eno, kaj na oni strani, na strani konzumenta, poslušalca, človeka, ki je izpostavljen temu. To želimo raziskati. In tudi kakšni profili ljudi znajo ločiti. Ena od tez je, da profesionalci, tonski mojstri, profesionalni špikeri in tako naprej bomo znali to prepoznati, širša javnost morda ne toliko. Se spomniš, pred enim letom je bila ta, ne bom rekla afera, ampak dogajanje v zvezi s Scarlett Johansson, ki jo je ChatGPT v bistvu vzel njen glas proti njeni volji. Vsi vemo, igrala je v filmu Her, kjer točno to kjer je igra. The Voice, kjer je Umetna ona ta inteligenca, glas in umetna inteligenca. Ampak hec. Ja. Tisti film so morali narediti še tako, da je ona Tako. igrala Zdaj ne glas bi bilo umetne več treba. inteligence. Danes bi AI to naredil. Ja. Odlično. Ne? Tako kot so v bistvu vzeli, torej v resnici, OpenAI njen glas in ga potem proti njeni volji uporabljali nekaj časa, dokler niso pač s tem prenehali. Ampak to je ta pot. Ko sem te vprašala zadnjič, če se načrtuje, kakšni so načrti glede tega, ali bo tvoj ta sintetiziran glas zdaj javno na voljo, pa si rekel, da ni takih načrtov. Si pa rekel, da v tem krasnem novem svetu generativne umetne inteligence bodo možnosti, če te smem pocitirati, predstavljanja, imitiranja, kreiranja fikcije, pa ne le fikcije, tudi našega dojemanja dejanske resničnosti neskončne. In da bo lahko kdorkoli doma z miško v roki skreiral dokumentarec, v katerem pripoveduje v navednicah Jure Longika, film, v katerem igra v navednicah Brad Pitt, informativno oddajo, ki jo vodi Avatar, na las podoben Suzani Lovec. Kako bomo to urejali? To je danes že tako rekoč možno. Mislim, čez par let pa ne bomo več slišali in videli razlike. Ne vem, kako bomo to urejali. Ne, sej. In tukaj pride pa pol do tega vprašanja, ne vemo, kako bomo urejali, ampak kljub temu zaupamo, da bomo še potrebovali Ivane Lotriče, Jurete Longike, igralce, ker kot si rekel, v bistvu je pomembno, ali je to človek. Ja, se pravi, da bo živi stik postajal vse pomembnejši. Medijska krajina, medijska komunikacija, ustvarjalnost, audiovizualna, kakršnakoli, jezikovna tudi, se bo pa temeljito spremenila, na neki način še ne vemo kako. V preteklosti se je to že nekrat zgodilo. V zvezi s tem tudi na nek način stavim na prihodnost izštekanih, ki so živa stvar, ki so drugačna stvar, ki so stvar, ki je ne moreš posneti, ker je nepredvidljiva vnaprej. Medtem ko seveda so tu številna pravna vprašanja, generativna umetna inteligenca še malo pa bo lahko ponaredila vse. Ja. Samo človek ni. Ni. Novinarski kolega ta hipoteri je rekel, ampak ko bodo poplave, umetna inteligenca ne bo šla na teren. Še vedno potrebujemo novinarje. Umetna inteligenca ti ne stisne roke, čeprav robot tudi to že. Ne vem, kam gremo v resnici. Bo pa verjetno toliko bolj pomembno, kako naj rečem, kdaj za nečem stojijo pravi človek, prava čustva, pravi govor. Bo za nas v perspektivi, ne za nas, mogoče za naše potomce, to, da si človek in pristen stik človeka s človekom, mogoče ravno zaradi vseh teh dogajanj, še bolj pomembno. In če se vrnemo na začetek pogovora, bo mogoče celo bolj pomembno s časoma postalo, ali nekaj govori pravi govorec, človek,
ali govori nekaj, kar ni človek. Se lahko absolutno strinjam, ampak bom ponovil, ta razlika se bo lahko odrazila samo še v živo. Prek medija že ne bomo vedeli več, oziroma ker ne bo možno čutiti razlike, se bo medijska krajina spremenila, se bo način komunikacije ljudi spremenil. Ampak to, da midva sediva 2 metra narazen in da se, če odštejeva to, da naj mikrofoni in kamere beležijo in greva po tej poti v svet, še vedno slišiva zgolj akustično preko longitudinalnega valovanja zraka in tako dalje, to ostaja. Ampak bo pa vendarle te nove tehnologije in umetna inteligenca in tako naprej toliko spremenila naš način funkcioniranja in komuniciranja, da bova tudi midva čez toliko in toliko let drugačna, ko se bova videla v živo. Tako, v zadnjih mesecih sem kar strastno prebral zadnjo knjigo Yuvala Noah Hararija, Nexus, ki se debelo ukvarja s tem in je precej črnogled na neki način, ne, kar svari pred umetno inteligenco, ki lahko sama sebe pa ustvarja v nekih vizijah in to je res nesluteno. Ampak jaz v resnici ne živim v strahu ne zase, človeka tudi ne, pa za planet tudi ne, ko nas planet nekako ne bo rabil, ko bo prebolel človeka in ozdravel nas ne bo več, bo pomagaj, malo sem tak ekopesimist, ampak ni treba, da greva tja, če nimava časa. Hočem reči, zdaj sem se pa zgubil. No, zato, to je del izštekanosti. Lahko se izgubimo in nismo izgubljeni. Pozabil sem, ne vem več, kakšno poanto sem hotel dati. To. V preteklosti smo skozi to vrstne tranzicije, skozi to vrstne apokaliptične vizije že velikokrat šli, pa smo to mogoče malo pozabili, oziroma se nam danes zdi po svoje otročje in trivialno. Indijanci se niso pustili fotografirati, ker so verjeli, da jim ukradeš dušo. Pojav fotografije je zagotovo zamajal dojemanje likovne umetnosti oziroma slikovne reprezentacije realnosti, ker vse do takrat je bilo vse narisano, je bilo vse umetnost umetno. Tako ni. Vsi smo vedeli, vsaka podoba, so vedeli naši predniki, vsaka podoba ni bila prava stvar. Potem je prišla pa fotografija, ki je kar naenkrat zadevala popolnoma realistična, torej realnost reprezentirana v nekem novem mediju, ki je zagotovo marsikoga prestrašila. Ko so prvič posneli človekov glas in je prihajal iz tiste mašine, predtem so že poskušali z primitivnimi sintetiziranimi glasovi in tako naprej, z nekih mehov in takih stvari, to je tudi srhljivo. Kako lahko nekaj, kar ni človek, govori za božjo voljo? Jaz to pa toliko let pozneje pa živim od tega, da snemam svoj glas in govorim iz škatel, ki niso človek. In to je najbolj normalna stvar na svetu. Kaj bo čez 100 let z razvojem tehnologije in medijev in umetne inteligence, ki je del te tehnologije? Nihče ne ve, kako bo Jure Longika čez 100 let živel in od česa. In kako bo funkcioniral, kako bo komuniciral. To sem hotel nekako poantirati. Hvala lepa, to je bil dober zaključek tega pogovora. Sva bila v njem izštekana ali uštekana? Dobro vprašanje. Glede na kable in vso mašinerijo v tem prostoru. Zelo uštekana? Uštekana, upam, da vsaj malo pa tudi izštekana, v smislu, da sva šla izven okvirja. Hvala lepa, Jure. Hvala, Suzana. In hvala tudi vam, gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden smo spet skupaj.